Spoštovano predsedstvo, spoštovano vodstvo, drage krščanske demokratke in demokrati, častni gostje, gospe in gospodje. Na današnji dan je pred 24 leti padel Berlinski zid. Pri nas še ne. Kljub temu, da so propadle že 3 Jugoslavije. Osamosvojili smo se, osvobodili pa nikakor ne. Dovolite, da se skupaj z vami vprašam, zakaj je med novimi strankami leta 1991 v okviru Demosa zmagala SKD. Moj odgovor je naslednji. Zato, ker je prinašala duha očetov Evrope, ker je hotela človeka v sredini, ker je imela jasen program, ker je razumela politiko kot delo za skupno dobro. Nikoli nismo bili, kljub vsem poskusom etiketiranja, samo stranka ene ali druge medvojne smeri. V SKD-ju so bili možni domobranec Drobnič in partizan Miklavčič in partizan Blažič in tako naprej. Skupaj smo rekli ne vsem totalitarizmom in skupaj smo zahtevali evropski odnos do preteklosti. Ne samo to, gospe in gospodje, volili so nas tudi muslimani in ateisti, lahko bi jih kar nekaj naštel. Podpirali so nas zaradi našega programa, ne zaradi konfesionalnosti. S takim obrazom je SKD prebudila Slovenijo, jo prepričala, doživela izjemno in presenetljivo za marsikoga zaupanje in zato prispevala Demosu največ glasov za zgodovinsko spremembo. In Jože Pučnik je bil takrat vesel močne krščanske demokracije, kajti brez nje te večine ne bi bilo. In vesel sem, da vidim tukaj toliko prijateljev, ki jim ni zmanjkalo poguma, ko je šlo najbolj zares. In pobuda za to, da bi se ponovno približali staremu imenu, ni od danes oziroma ni od včeraj. Odkar se je dogajalo, kot se je dogajalo, tudi od začetka Nove Slovenije, so bile želje in pobude, da si nekako privzamemo spet staro ime. Vesel sem, da se danes to dogaja, o tem kasneje kaj več. Rekel bi še tole. Spomnimo se, da dokler so bili v vladi slovenski krščanski demokrati, Slovenija ni poznala proračunskega primanjkljaja. Do leta 1996 tega nismo poznali. Dokler pa smo slovensko vlado vodili krščanski demokrati, smo imeli najcenejšo državo. Javna poraba je znašala danes nezamisljivih 42%. Danes smo pri 50%, ampak bom rekel, ne gre samo za številke. V prvi vrsti vidim naslednjega govornika, nekdanjega ministra za kulturo, dr. Andreja Capudra, ki je znal povedati tudi enega najmočnejših stavkov evropske kulturne izkušnje. Ora et labora. Danes nam ne gre ne ora, ne labora. Zdaj pa, dragi prijatelji, še eno vprašanje. Zakaj je tako padlo po SKD? Berete razprave, diplomske naloge in tako naprej. Moj odgovor je zelo preprost in zelo jasen in mislim, da tudi prepričljiv. SKD je šla na živce, celo znotraj Demosa, zato, ker ni hotela igrati stare igre. SKD ni hotela podaljševati preteklosti, ni marala Kardeljeve dogovorne ekonomije, ni marala političnega bančništva in ideologiji podrejene razlage zgodovine. Zelo preprosto. Vse to je v Sloveniji preživelo. Zato smo tu, kjer smo v krizi brez primere, zadolženi, razdeljeni in v samoblokadi. Razlage o tem, kako je, ki sem je dal v Vipavi, ne bom ponavljal. Ostanem pri tem, da je Slovenijo zavozila neodgovorna politika, pa tudi pri tem, da vsi niso krivi, kajti kadar so vsi krivi, ne najdemo tistih, ki so res krivi. Položaj Slovenije leto kasneje ni boljši. Javni dolg je večji zopet
proračunski primanjkljaj. Doživeli smo zamenjavo vlade ne zaradi morale v zvezi z Janezom Janše, ampak zaradi oblasti same. Nismo pa doživeli bolj odgovornega vladanja. Pomembno je, da stranka ve, zakaj smo v krizi. Pred več kot 20 leti smo verjeli v drugačno Slovenijo in ji pomagali v svobodo z dostojanstvom lastne državnosti. Tudi danes vidim, verjamemo v drugačno Slovenijo. Vesel sem, da lahko delim to vero, to prepričanje in upanje z vami. Vendar vemo, da bo šla naša pot proti letu 2030, o tem smo se pogovarjali ta teden tudi v eminentni družbi okrog predsednika države, torej naša pot proti 2030, ki je zelo blizu, bo šla skozi odgovor na krizo. Čakajo nas trdi časi in dolgotrajno okrevanje, zlasti zato, ker že 5 let ni bilo nobene resne reforme, cena za to pa raste. K vsemu povedanemu danes, moram reči, sem bil zelo vesel nekaterih poudarkov v nastopu predsednice, ki je celovito pogledala na zadevo, pa tudi drugih, ki ste dajali pomembne elemente. Torej, to sprejemam in ne bom ponavljal, bi pa dodal 2 poudarka. Rešitve Slovenije s trojko ali brez nje, stabilnosti in trajnejše rasti ne bomo dosegli brez uveljavitve odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Tukaj se dela v Sloveniji razlika. Kakšen imaš odnos, ko upravljaš banko, ko jo nadzoruješ. Nadzor je pri nas praktično odpadel, sicer se to ne bi moglo zgoditi. In tukaj niso bile imune, ne bom govoril, da se to nanaša samo na eno barvo. Ne. In še nekaj bom rekel, glede sprememb volilnega sistema. Mi se zaposlujemo zdaj z zadevami, ki nam ne pomagajo rešiti te krize. Jaz sem prevzel takrat vlado po jugoslovanskem zakonu, če tako rečem. 27 ljudi je bilo v tisti vladi, mali parlament, bi lahko rekel, pa smo bili bolj enotni kljub slabemu zakonu, kot katerakoli vlada kasneje in smo naredili projektno tisto, za kar smo se podpisali. Nas ne bo rešil večinski sistem ali pa noben drug sistem. Kar je treba v Sloveniji spremeniti, je sprememba politične kulture. In tudi to je element, ki ga ni imela nobena druga politična stranka, ga je imela slovenska krščanska demokracija. Mi smo dali v program novo politično kulturo. Še ena zadeva, ukinjanje manjših občin. Nonsens, nespamet, bi rekel. Spet ukvarjanje ljudi z drugotno temo. In ustvarjanje fronte med mestom in podeželjem, ki je neproduktivna in škodljiva. Mi smo ves čas podpirali, krščanski demokrati, potem Nova Slovenija, nastajanje novih občin, če je bila taka ljudska volja. In povsod so nove občine poživile razvojno Slovenijo in jih ni treba ukinjati, pomagati jim je treba, da bodo razvojno vlogo uresničevali tudi naprej. To je moje stališče. Gospe in gospodje, počasi prihajam k kraju, mislim, imam še veliko časa. SKD je bila izrazito dialoška stranka, taka je tudi Nova Slovenija, taka je njena pobuda predsedniku države, da se spravimo skupaj, ker drugače ne bomo mogli naprej. Slovenija potrebuje novo kakovost političnega dialoga in tle je neka predpostavka obvezna. Če hočemo naprej, se bomo morali začeti poslušati. Razdeljeni ne moremo graditi ne zedinjene Slovenije, ne združene Evrope. Evropa pa se ureja, gospe in gospodje, in projekt Združene Evrope nima alternative. Kriza je pospešila integracijske procese in evroskeptiki so močni v ne, niso pa močni v alternativah, zaenkrat ne. In kljub krizi ali pa predvsem zaradi nje Evropa postavlja bančno unijo, ne bo več tovariških kreditov, brez garancij nekaj 10 milijonov dobiš samo zato, ker poznaš pravo telefonsko številko in si prave politične barve ali si v pravem klanu. Temu je rekla Evropa ne, ker s tem prizadeneš tudi druge, ne samo lastnih davkoplačevalcev. Imamo evropski semester,
Konec je proračunske politike, zadolževanje v nedogled in izstavljanje računov vsej skupnosti. Torej, Evropa, trdim, ker delam po vaši volji v Evropskem parlamentu, se ureja. Ne s hitrostjo, kot bi želeli, vendar se ureja. Zdaj pa moja zadnja zadeva, se mislil drugače zaključiti. Na poti sem me nekaj novinarjev vprašali, kaj bo pa Janša rekel. No, in pravijo, da je že nekaj rekel. No, jaz mislim, da on se mogoče ni tega udeležil, ne bi mislil, ampak iz krogov, ki jih razumemo kot krog ali zaledje SDS-a, so že prišla po socialnih medijih prva svarila, opozorila, nestrinjene in tako naprej. Češ, kaj delamo? Jaz bi rad vsem, ne samo njim, povedal, da delamo krščanske demokrate. In če nas že sprašujejo novinarji, kaj bo rekel Janša. Jaz mislim, da mogo biti Janša ali kdorikoli na usedlu ene ali druge pomladne stranke. Bi moral biti samo vesel močne krščanske demokracije, kajti brez nje smo videli, ne gre naprej. In kot sem že prej rekel, s Pučnikom sva imela neke vloge pred določenimi leti, in Pučnik je vedel, kaj pomeni močna krščanska demokracija, in še enkrat bi rekel, mi smo zagotovili največ glasov Demosu, skupaj z Omanovo Slovensko kmečko zvezo celo majhno absolutno večino, pa je nismo nikoli uveljavljali. Uveljavljali smo Demosovo linijo, tudi za ceno manjšega števila ministrskih mest ali še česa drugega. Takrat ni šlo za oblast, šlo je za projekt. In če se danes Nova Slovenija oziroma tisti, ki smo postavljali kot krščanske demokrate, tisti, ki so se nam pridružili kasneje, če danes vidimo potrebo, da se vrnemo k izvornemu duhu krščanskih demokratov, bi rekel še naslednje. Potrebujemo tudi izvornega duha slovenskega demosa oziroma slovenske osamosvojitve, kajti tam so vrednote, načela in duh, iz katerega lahko skupaj zadeve potegnemo. Se spomnite, ko smo dobili navodilo pred nekaj leti, da je treba voditi neko drugo stranko, da bomo imeli premijeja. Ni dovolj imeti stranko relativne večine, potrebujemo zmagovito koalicijo. Zato sem prepričan in tudi predlagam seveda vodstvu stranke, da s svojimi pobudami za pogovor na slovenski ravni okrepi tudi pobudo za pogovor znotraj strank tako imenovane slovenske pomladi. Jaz se temu pojmu ne odpovedujem, kajti tudi tukaj moramo priti do tistega skupaj, ki bo pomagal z našo pomočjo, z našo akcijo, z našimi dejanji Sloveniji v tisto, kar se še ni zgodilo ali pa bi bilo treba obnoviti, ker je razvoj vmes odnesel. Tako, gospe in gospodje, imam vtis, da sem bil kako se reče, preveč časa sem se vzel, ampak kar sem vam povedal, mi je ležalo na srcu. Vesel sem, da ste me toliko časa poslušali. Hvala lepa za podporo glede evropskih volitev in gremo naprej. Naj živi novi SKD in naj živi Slovenija.